Vse najboljše! Draga Suzana, letos za tvojega Abrahama se je Mateja odločila za eno prav posebno darilo, in sicer za tvojo numerološko analizo. Jaz imam tukaj vse tvoje številke preračunane, ime, priimek, osebna števila, obdobja življenja, lekcije, karmo, mojstrstvo, vse bomo pregledali. Na začetku pa naj ti tudi jaz zaželim vse samo najlepše, vse samo najboljše, in pravijo, da itak gre live tako po 50 tam navzgor in se začnejo dogajati čudeži, tako da jaz točno to tebi želim. Čudeže. Namreč, jaz upam, da se lahko tikava, sem podobno stari. Ful imaš močno kombinacijo osebnih števil. Osebna števila se izračunajo z imena in priimka ob rojstvu in rojstnega datuma. Jaz vsako črki so spremenili v številko, imamo jih 5. Imaš število življenjske poti 8, število usode 7, število duše 3, število osebnosti 4 in število zrelosti 6. Meni to pove, da si zelo močna osebnost, da si zelo močno izoblikovana, da si zelo močno definirana, da znaš biti zelo odločna. Ampak, ker imaš število duše 3, po domače povedano, takole med nama, si pa en tak mehek medvedek noter. Znaš biti pa zelo ranljiva, zelo občutljiva, izjemno čutna, izjemno srčna, izjemno veliko ti pomeni, če lahko osrečiš ljudi, ki so tebi pomembni. In tudi sicer si tip človeka, ki ne razume, zakaj je na svetu vojna, zakaj so ljudje žleht, kako lahko uživaš v tem, da nekomu škoduješ. In na kratko bi rekla takole: kako zelo bi bil svet lepši, če bi bilo več takih ljudi v njem, kot si ti. Zato tudi verjamem, da si bila tekom življenja ne malo kdaj morda razočarana, verjamem, da imaš kakšno tudi zelo težko zgodbo za seboj. Tukaj Sali 7, ki je tako postavljena, da si tudi ti sama do sebe kar stroga, bom rekla, se pravi, znaš biti zelo popustljiva do drugih, znaš jih zelo razumeti, znaš jih zelo pocrtljati, ampak v tistih stvareh, ki so tebi zelo pomembne, si zelo zahtevna, si zelo natančna, bi lahko celo rekli, da si perfekcionistična, kar je sicer super, če govoriva o nečem, kar je pomembno. Se pravi, če si ti srčni kirurg in boš zdajle presadila srce, absolutno, apliciraj vaš možni perfekcionizem, kar se ga da. Če pa mogoče ti goveja župa glih ni najbolj šratala, pa ni konec sveta. Spravi, ne taka velika lekcija tekom življenja je pravzaprav, ne bom rekla ozaveščanje, ampak vrednotenje, kaj je tisto, kar je resnično zelo pomembno, kaj je tisto, kjer briljiraš, in kaj je tisto, kjer pa morda ni konec sveta. Če nisi najboljša, pa nisi prva, pa to ne pomeni, da izhajaš iz svojega ega, da se ne bova narobe razumeli. Jaz verjamem, da izhajaš iz te želje po učenju, želje po temu, da se da stvari izboljšati. Jaz si mislim, da ko ti pogledaš stvari karkoli, naj gre za službo ali pa doma za, ne vem, zavese. Si nekdo, ki si želi stvari izboljšati. Si nekdo, ki si želi stvari postaviti na boljši, bolj kvaliteten nivo. Zato si mislim tudi, da ti osebna rast, duhovna rast, iskanje resnice, iskanje sebe, predvsem pa življenje tebe, avtentične tebe, ni tuje. Se pravi, si mislim, da si nekdo, ki zelo ceni resnico. Nekdo, ki lažje prenese, da nekdo pride pa reče: poslušaj, Suzana, tole pa tole sem ga pa res pobiksal. Kot da te ima za neumno in slepo v faco, kot bi temu rekli po domače. Se pravi, si nekdo, ki zelo ceni korektnost pri ljudeh, integriteto pri ljudeh, nisi pa bi si rekla vedno deležna. No, okej, to so take resne cifre. Dobra novica je, da imaš število zrelosti 6. Število zrelosti se sproži v drugi polovici življenja in se potem krepi. Se pravi, 6 je tista, ki pa simbolizira domačnost doma. Se pravi, če bi zelo na kratko zaobjeli tvojo življenjsko pot, bi si jaz drznila reči, da začetek ni bil enostaven. Da si bila morda ali ti zahtevna, ali so bile okoliščine zahtevne, pač nisi imela toliko možnosti v rani mladosti kot kasneje v življenju, predvsem pa morda ne tega miru v smislu, da ko prideš domov, si doma. Karkoli ta dom pomeni. Zame recimo dom pomeni Ekvador, za nekoga drugega pomeni dom mogoče šport. Za mnoge pomeni dom dejansko dom. Tam, kamor prideš, daš noge na mizo, gledaš TV in greš zvečer spat. Se pravi, ta občutek
topline se pri tebi sproži kasneje v življenju in se potem vse bolj krepi. Kar pa ni najbolj skladno in ni najbolj enako s to sedmico, ki sem jo prej omenjala. Se pravi, ta perfekcionizem, ta zahtevnost do sebe bo nekako začela popuščati, namesto nje pa prihaja mnogo bolj ženstvena, materinska, nežna energija. Ne me zdaj narobe razumeti. Nočem reči, da nisi ženstvena, pa da nisi materinska, pa da nisi topla. Ravno obratno, takoj na začetku sem rekla, da si senzibilna, si ranljiva, to je ta trojkica. Ampak ta šestka tebi v drugi polovici življenja prinaša vse več situacij, v katerih je prav, da postaviš sebe. Ne na prvo, ampak na enakovredno mesto. Se pravi, življenje od tebe, starejša kot boš, vsako 50 prav, da je to ful pomembno, pričakuje, da upoštevaš svoje želje, da upoštevaš svoja hrepenenja, tiste stvari, po katerih ti si želiš poseči, pa morda do sedaj ali ni bilo možnosti, ali pa sama sebi nisi dala te pravice. Tudi to je možno. Velikokrat smo sami do sebe tako zelo strogi, da si rečemo, dokler ne bom to pa to naredil tako zelo fino, fajn, ne pridem na vrsto. Tako da pravzaprav, glede na to, da letos, ko si dopolnila 50, si v letu 4, si v obdobju korenitih sprememb. Se pravi, najbolj leto 2024, teh nekaj zadnjih mesecev, namenjeno točno temu. Novim zdravim navadam, novim strukturam v tvojem življenju, novemu načinu razmišljanja, funkcioniranja, odzivanja. Se pravi, naj bo to čas, v katerem bo ta osmica, ki je tebi tako zelo lastna, se pravi, ta odločnost, ta podjetnost, to zavedanje, da se vedno da nekaj izboljšati, pride na plano, ampak na nežen način in pride na plano tam, kjer tebi paše. Naj bo tale posnetek je nežen opomnik, da si zaslužiš vso srečo tega sveta in vse to, kar si ti želiš podariti drugim. Na začetku sem rekla, da zelo si želiš osrečiti ljudi, ki jih ljubiš, ki so ti pomembni. In jaz verjamem, da za vsakega, tudi za najno Matejo, veš, katera je njena najljubša barva, kaj bi si ona želela za rojstni dan, za vse svoje sodelavce, za vse svoje prijatelje, za vse svoje sorodnike, za vse tiste osebe, ki so tebi pomembne. Daj sebe podobno na pomembno mesto. Daj sebe v isti ta svet, v to isto sfero ljudi, ki si zaslužijo srečo. In moje vprašanje tebi je, kaj je tisto, kar ti prvo pride na misel lanskega leta? Kaj je tisto, kar je bilo zelo ključno? Kaj se te je še posebej dotaknilo v letu 2023? Morda te je zelo razveselilo, zelo srečilo ali pa zelo ranilo. Bilo pa je opomnik na vse tiste dele sebe, katere morda do sedaj še nisi dovolj negovala. To ne pomeni, da ne znaš. To ne pomeni, da delaš kaj narobe. To enostavno pomeni, da si človek in da smo vsi tukaj še na zemljici, nismo še na oblaku, ne igramo še harfe, ne znamo še vsega, vsi se še kdaj lovimo, vsi rabimo kakšen opomnik, kakšno usmeritev. Torej, tvoja usmeritev za letošnje leto je, kaj je tisto, kar je zrelo, zdravo, radostno zate in kaj je tisto, kar tebi omogoča biti najboljša izvedba tebe. Jaz vem, da se ti ful trudiš biti dober človek. Jaz vem, da v vsakem trenutku se trudiš izbrati tisto pot, ki je pravična, tisto pot, ki je pravilna. Kolikokrat izbereš tisto pot, ki tebe osrečuje. In morda zdaj po Abrahamu, si pa dovolj stara, da postaviš tudi to sem ter tja na prvo mesto. Namreč v življenju imaš samo eno lekcijo. To je kar velika redkost, običajno jih imamo več. Meni to pove, da nisi najbolj mlada podivjana kozlivčkasta dušica, se pravi, si že nekaj skozi dala v prejšnjih življenjih. Ta sedmica pa simbolizira ravno ta perfekcionizem, to zahtevnost do sebe, to tendenco, da sebe kaznujemo, če nečesa ne naredimo dovolj dobro, dovolj hitro, da morda si ne dovolimo uživati, pa vendarle tvoje število duše 3 meni pove, da znaš prepoznati čarobnost trenutka v vsem. Se pravi, v tem, da je metuljček mimo letel, do tega, da mogoče ti je prekrižal pot mucek, do lepega sončnega zahoda in tako naprej. V vsem znaš najti neko čarobnost, neko pravličnost. In zdaj, kar pa se rado v življenju zgodi, je to, da vidimo ta potencial, to pravličnost, to čarobnost v ljudeh, ki morda
tega pri sebi ne prepoznavajo. Se pravi, ti si fenomenalna v tem, da vidiš potencial v drugih, da vidiš, v čemu so talentirani, v čemu so dobri, kaj bi njim šlo in želiš jim pomagati, želiš jim biti kar nek terapevt, coach, tista oseba, ki zelo verjame v njih. In kar se velikokrat verjetno je zgodilo v življenju, je to, da so te malo da so ti obljubljali, pa potem niso izpolnili, pa da mogoče za voljo lepih trenutkov, nekega lepega doživljanja, si verjela, da se bo mogoče to ponovilo, dalj časa trajalo. Predvsem pa se mi zdi, da si velikokrat verjela v ljudi, ki na to morda niso izpolnili, pa ne bom rekla pričakovanj, ampak svojega lastnega potenciala. Nisi naivna, nisi neumna, si nekdo, ki ta potencial, to luč, vse te možnosti znaš prepoznati. A je sploh lahko kaj lepšega na svetu? Da v nekomu vidiš luč, tam, kjer morda ta oseba vidi temo. Da v nekomu vidiš možnost uspeha, unega lepega cveta, medtem ko ta oseba morda vidi trnje. Vsi smo še na poti svojega razvoja, se pravi, jaz si mislim, da veliko oseb, ki so morda, da mogoče malo ezoterično rečeva, še v temi, se pravi, so še vedno čustveno nezreli, se še malo lovijo, še morda ne znajo. Verjamem, da je bilo kar nekaj takih oseb v tvojem življenju in seveda te osebe potem svojega potenciala na polno morda v danem trenutku še ne morejo dosegati. To ne pomeni, da si ti narobe videla, da si ti narobe precenila, to samo pomeni, da je bil timing napačen in da imamo svobodno voljo. Kar na kratko pomeni, izbiraj osebe, katere bodo hvaležne za tvojo podporo, tvojo pozornost, tvojo tisto posebno čarobno energijo, ki imaš samo ti. Tiste osebe, ki v danem trenutku še ne vidijo neke poti naprej, neke potrebe po spremembi, potrebe po rasti, te osebe pusti pri miru, kajti te osebe bodo samo pozavgale tvojo energijo. In tudi tega si mislim, da je bilo kar nekaj v tvojem življenju. Tako zelo veliko govorimo o narcizmu, o čustvenih vampirjih. Zdaj, če sem jaz čustven vampir, to pomeni, da se hranim na energiji drugih. To pomeni, da bom zase iskala najboljšo, najbolj čisto, najbolj močno, intenzivno, pa obenem kreativno, polno domišljije, bujno energijo. Kaj misliš, koga opisujem? Ja, tebe! Se pravi, če se veš čustven vampir in tebe spoznam, si mislim, čokolada! Torej, določen procent ljudi, ki stopa v tvoje življenje, ne stopa v tvoje življenje zato, ker bi bil odraz tebe, kot je enako ti. In da si veliko govori o temu, da pritegnemo v svoje življenje samo to, kar smo. Jaz se s tem fundamentalno ne strinjam. Lej, Suzana, če bi serijski morilci pritegnili samo to, kar so, bi se v prvem vikendu med sabo potolkali, svet bi bil zelo drugačen, nekako ne gre. Velikokrat, ko govorimo o ekstremnih situacijah, ko govorimo o ekstremnih ljudeh, potrebujejo svoje nasprotje. Se pravi, ljudje, ki so morda v temi, ljudje, ki so morda zlobni, ljudje, ki so morda zelo nezreli, ljudje, ki morda še ne znajo sami biti optimisti, ki ne znajo prevzeti odgovornosti, ki še ne znajo biti podjetniki, ki še ne znajo reči, ok, dajmo zdaj to na mizo pa to zrihtati. Taki ljudje, seveda jim boš ti privlačna, ker simboliziraš vse to, česar oni nimajo, vse to, česar oni še ne znajo. Torej, draga moja, po eni strani ta strogost do sebe je tista, zaradi katere se velikokrat ujameš potem tudi v naslednjo besedno zvezo. Zato, ker nekaj zmoreš, ne pomeni, da moraš. Naš um nam velikokrat nagaja. Ti pa imaš zelo redko kombinacijo nekoga, ki je zelo močen v umu, zna biti zelo analitičen, zelo natančen, medcicliter. Po drugi strani ima pa zelo bujno domišljijo. Ja, super je slišati, ampak v življenju se pa to lahko odvija na različne načine. Lahko se zgodi, da v dani situaciji, ko je nekaj narobe, odreagiraš zelo trezno, zelo premišljeno, zelo tako, kot je treba, pa pol za nazaj malo zganjaš dramo, pa je malo, o moj bog, kaj bi lahko bilo. Seveda se lahko zgodi tudi, da v danem trenutku, sploh v mlajših letih si mislim, ko tega še ne znamo regulirati, ko ne znamo svojih čustev še nekako razumeti, doumeti, kaj še kontrolirati in usmerjati, se lahko zgodi, da najprej zganjamo dramo, pa potem analiziramo, da mogoče ni bilo tako dobro. Tudi to se zgodi. Predvsem pa imaš kombinacijo nekoga, ki bi si želel lepši svet. Tako da še enkrat te bom dotaknila tega. Prinašaš čudovite vibracije v svet, ki ga obdajaš. Prinašaš čudovito energijo.
Bodi ti prva, ki je do te energije spoštljiva, se pravi do sebe spoštljiva. Kar pomeni, da v življenju se bo velikokrat zgodilo, da je prav, da potegneš mejo. Konkretne leta 2026 bo zate tako obdobje, ko je zelo pomembno, da izbiraš tisto, kar je do tebe zdravo ljubeče. Ne govorimo o egoizmu, ne govorimo o sebičnosti, ne govorimo o tem, da rečeš, da je bom prvo jaz, pa potem nihče več. Govorimo o tem, da izbiraš tiste odnose, tiste navade, ne nazadnje tisto hrano, tisti šport, tisti način relaksiranja, ki je zate zrelo zdrav. In kako dolgočasno to zveni. Ampak, veš, v življenju si mislim, da ti je bilo zelo malo kdaj, če sploh, kdaj dolg čas. In če se vrnemo nazaj na tvoje število zrelosti 6. Tvoje število zrelosti 6 pomeni, da bolj, ko boš ti izbirala za sebe resnično dobro in kvalitetno, več tega bo. In tvoje število 6, tvoje število zrelosti se pravzaprav dokončno aktivira leta 2026. To bo tvoje osebno numerološko leto 6, sama letnica se konča številko 6. Se pravi, tvoje število zrelosti takrat reče: hello, od zdaj naprej naj bo pa malo bolj tako, kot je za Suzano dobro. Prej sem omenila karmo. Jaz v tvojih izračunih nikjer ne zasledim večjega karmičnega zapisa. Se pravi, ne v imenu, ne v priimku, ne v osebnih številih, ne v lekcijah, ne v delnih seštevkih. Kar pomeni, da si v prejšnjih življenjih že kar nakvihtala neke stvari. Kar pomeni tudi, da v tem življenju se ne pričakuje, da bi neko hudo karmo si nekako naložila na svoja ramena. Si pa rada naložiš na svoja ramena odgovornost za druge. Rada si naložiš na svoja ramena mogoče zelo visoka pričakovanja do sebe. Se pravi, tako kot smo že rekli, morda druge razumeš, znaš biti popustljiva, jaz si mislim, da toleriraš 5-krat preveč, ampak pol enkrat, ko je pa dost, je pa dost. Pol enkrat, ko pa potegneš mejo, jo pa potegneš. Se pravi, naj bo že letos, ti zadnji meseci čas, ko res potegneš mejo za vse tiste stvari, ki pa si jih prerasla, dejva rečko, do 50. leta, smo se mogoče ukvarjali z nekimi stvarmi, pa smo se sekirali, pa mogoče smo neke frustracije v nekaj vlagali. Naj bo od zdaj naprej obdobje, v katerem naj bo ta bujna domišljija, ta intenzivna energija namenjena ustvarjanju optimizma. Kajti ta trojka v kombinaciji s sedmico zna biti zelo zahtevna še iz enega drugega vidika. Dokler ti vidiš lučko na koncu tunela, dokler ti vidiš neko perspektivo, neko možnost, boš ful sebe vložila, boš ful verjela, se boš ful trudila. So pa trenutki v življenju, seveda, ko je malo bolj megleno, ko so dnevi bolj deževni, ko tista lučka tam na koncu ne sije tako zelo močno. Takrat pa lahko ta trojkica, ta naša bujna domišljija oziroma tvoja bujna domišljija, se spreobrne bolj kot ne v pesimizem in v črnogledost in potem lahko najdemo 300 težav za eno rešitev. Medtem ko pravzaprav si ti tip človeka, ki bo najdla rešitev tam, ker drugi tudi slučajno je niti ne iščejo. In jaz si mislim, da tebi pravzaprav stvari postanejo zanimive v življenju ali pa izziv v življenju, še ko so resnično težke. Se pravi, kako zdaj to zbalansirati s tem, da se ni treba vedno maksimalno truditi. Da je čisto okej, če prideš domov, se usedeš na kavč, skuhaš kavo in si. Da je popolnoma prav, da uživaš v sebi, da uživaš v svoji energiji, da uživaš v svojem domu, da uživaš v svojem telesu, da uživaš v vsem, kar ti si, kar ti počneš, kar ti simboliziraš, kar ti predstavljaš, brez slabe vesti, brez tega, da to argumentiraš, brez tega, da se opravičuješ, brez tega, da okolici razlagaš, brez tega, da imaš občutek, zdaj sem bila pa res ful pridna, pa bom čez vikend si malo spočila. Torej, imaš kombinacijo nekoga, ki bo, ko govoriva o osebnostni in duhovni rasti, v tem življenju, jaz verjamem, naredil zelo veliko. Je pa pomembno, da na tej poti nisi sama do sebe najbolj strog učitelj, najbolj zahtevna mačeha. Je pomembno, da starejša kot boš, si bolj popustljiva do sebe in se učiš sprejemanja. Kar pa verjamem, da včasih zate težko. Včasih je težko priznati, da nečesa ne moreš, ne zmoreš, nisi tako hitra, nisi tako dobra. Temu ni nič slabega. Se še ni rodil človek, ki bi vse znal, se še ni rodil človek, ki se nikoli ne bi zmotil in se še ni rodil človek, ki ne bi potreboval sem ter tja pomoči.
In ravno v tem, da mogoče malo spustimo stvari, da nismo mi tisti, ki smo vedno gonilna sila, pa tisti, ki resnično spoliramo do popolnosti zadnje odtenke in nijanse vsega, kar se počne, ravno v tem pravzaprav okolica dobi možnost, da se nauči. Mogoče pa nekdo v tvoji bližini se rabi zmotiti, mogoče pa v tvoji bližini rabi nekdo nekaj narediti za 3, ne za 5, zato da se bo naučil razlikovati 3 in 5. In pravzaprav veš, tudi kadar ti narediš za 3, pa tudi kadar ti narediš za cvek, to ni konec sveta. Pravzaprav za domače naloge bi najraje rekla, naslednjič, ko bo dež, Suzana, pojdi skakat po lužah. Pojdi uživati v vsaki kapljici dežja, poišči mavrico in zavedaj se, da tista lučka na koncu tunela pravzaprav si ti, je tvoja kreativa, je tvoj notranji otrok, je tista Suzana, ki je kot majhna verjela v dobro tega življenja, v dobro vsega sveta, verjela v kaj vse bo dosegla, verjela v kaj vse se da. In ta Suzana je še vedno tu. In ta Suzana po 50. letu, kajti število 50 je prelomnica v življenju, bo iskala malo več svobode, bo iskala malo več izraznosti. Se pravi 50 in potem od 50 do 60 je obdobje, ko si upamo malo več, ko smo malo bolj drzni, ko smo malo bolj predrzni, ko smo malo bolj včasih tudi najstniki, tudi malo uporniški. Se pravi, to je za tebe naslednjih 10 let. Po 60. letu pa to preomenjeno število zrelosti se resnično razplamti. Se pravi, si predstavljam, da boš še bolj uživala v vseh stvarih, ker tebi simbolizirajo ženstvenost. Za nekoga je to domača kuha, za nekoga je to dom, ki je čudovit, ki je topel, ki je bogat, za nekoga je to vrtnarjenje, za nekoga so to rože, za nekoga je to marsikaj drugega kot to, kar si morda stereotipno predstavljamo kot ženstvenost. In jaz bom na koncu rekla, ne glede na to, kaj si kdorkoli misli o tebi, ne glede na to, kaj si je kadarkoli kdo rekel, tista Suzana v tebi, ki je še vedno stara 3 leta, pa 6 let, pa ki še vedno verjame v božička, pa v ljubezen, pa v lepe stvari, je še vedno s teboj. In tista Suzana naj vsako jutro dobi od tebe prav poseben objem. Veš zakaj? Zato, ker jaz vem, da ti znaš na prav poseben način objeti ljudi, ki jih imaš rada, in svet, ki ga obdajaš. Naj ne boš ti tista, ki je brez tvojega objema, tista, ki je brez tvoje ljubezni, tista, ki je brez tvoje vere v tvoj potencial. Torej, draga moja Suzana, jaz ti ne želim samo vse najboljše. Kot sem rekla na začetku, jaz ti želim čudeže. In če kaj simbolizira čudeže v tem življenju, je to število 3, ki ga imaš ti v številu duše, se pravi, to je tvoja najbolj avtentična esenca. Torej, draga moja, tako kot znaš pričarati magično vzdušje, naj zdaj življenje po 50. letu pričara magične trenutke zate. Pošiljam ti en velik objem in ti želim same lepe stvari.